Spoštovana ministrica za kulturo Republike Slovenije, dr. Asta Vrečko, dragi kolegice in kolegi, ter študentke in študenti Univerze v Ljubljani, predstavniki medijev ter gledalke in gledalci, ki nas spremljate preko portala STA Video. Lepo vas pozdravljam na prvi presečni okrogli mizi o umetnosti na naši univerzi, ki smo ji dali naslov Umetnost in njen faktor vpliva. Moje ime je Matjaž Drevenšek, sem prorektor za umetnost Univerze v Ljubljani in profesor saksofona na Akademiji za glasbo. Danes bom s svojimi gosti načel vprašanje o priložnostih, slabostih, umeščenosti in vrednotenju umetnosti, tako znotraj univerze kot v širšem nacionalnem prostoru. Kako arhivirati umetniški spomin in preteklost povezati s prihodnostjo, kako se izviti iz spon komercialnih pritiskov in sodobnih trendov pri umetniškem ustvarjanju. Kaj pomeni umetnost v kontekstu novih distribucijskih kanalov? V marčnem uvodniku e-univerzitetnika sta moji gosti izredna profesorica dr. Barbara Predan in izredna profesorica dr. Nadja Zgonik iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani zapisali sledeče. S tem, ko Univerza v Ljubljani kaže odgovornost skrb za umetniško dediščino, ki jo interpretativno revitalizira z aktualnimi raziskavami, potrjuje, da ni okostenela institucija ali zgolj spomenik sami sebi in svoji dolgoletni tradiciji. Nasprotno, s tem, ko deluje kot vitalen organizem, se samozavestno širi v vse prostore družbe, vzgaja demokratičnega duha in zagovarja sodobna načela, ki spodbujajo oblikovanje neodvisnega posameznika. Ob spoštovanju preteklosti svojo vizijo povezuje z aktualnimi tokovi umetnosti ter na ta način presega ozko elitistično vlogo umetnosti v izobraževanju kot zgolj vzgoje najvišjega segmenta družbene populacije. Z dvomom v obstoječa orodja, ki se v raziskovanju pogosto promovirajo kot nepristranska, umetnost tvori živo in mestoma neukrotljivo tkivo, ki spodbuja k raziskovanju in učenju o raznolikih ustvarjalnih praksah ter umetniških in pedagoških pristopih. Konec citata. Univerza v Ljubljani je s 3 umetniškimi akademijami svetu malem, uravnotežen na vseh področjih. Vprašanje pa je, kako zagotoviti njihovo vidnost. V namen boljšega ozaveščanja javnosti smo razen te okrogle mize, ki prisostvujete, organizirali še 2 vezana dogodka, in sicer odprtje razstave ob izidu monografije avtorice v e-knjigi 100 študentskih grafičnih listov predstavnic Ljubljanske grafične šole Tinca Stegovec, Adriana Maraš, Metka Kraševec in Zora Stančič iz umetniške zbirke Ula Alo. Otvoritev bo danes popoldan, ob 3:30, prav tako tukaj na rektoratu v galeriji zraven protokolarnega vhoda. In drugi dogodek je pa grafika v praksi, projekcija tematskih videofilmov iz študentske produkcije Ula Alo, eksperimentalna rekonstrukcija grafičnega postopka Adriane Maraš in preventivna konzervacija umetniških grafičnih listov. To se bo zgodilo naslednjo sredo, 2. aprila, ob 18. uri na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v njihovi kinodvorani. Projekcije bodo pospremljene z nastopom 3 študentskih študij za sodobno glasbo Akademije za glasbo, sledil pa bo moderiran pogovor z avtorji, ki ga bo vodila umetnostna zgodovinarka Hanna Čeferin, asistentka na Ula Alo. Na oba dogodka, s katerima se pričenja obeležitev 80-letnice Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ste seveda vljudno vabljeni. Vrhunec praznovanja pa bo svečana Akademije za likovno umetnost in oblikovanje dne 16. junija ob dnevu za umetnost UL, tukaj na Kongresnem trgu, v sklopu festivala Junij v Ljubljani. Ne velja še pozabiti, da letos svojo 80-letnico praznuje tudi Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Njena praznovanja so na vrsti v jeseni po počitnicah. Tako. Mislim, da sem dovolj govoril, čas je, da preidemo na pogovor z gostjama in gostoma, ki so se zelo radi odzvali mojemu vabilu.
na današnjo okroglo mizo. Pogovarjali se bomo z izredno profesorico doktorico Nadjo Zgonik, izredno profesorico doktorico Barbaro Predan, obe prihajata z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, s profesorjem magistrom Markom Nabršnikom z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in s profesorjem Luko Juhartom z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Še preden pa predam besedo doktorici Nadji Zgonik, izredni profesorici za umetnost zgodovina na ljubljanski ALUO, mi dovolite, da jo nakratko predstavim. Leta 1988 je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tam leta 1997 tudi doktorirala. Med leti 86 in 87 je delala v Moderni galeriji, od leta 1989 pa je zaposlena na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. V raziskovalnem delu se posveča proučevanju slovenske umetnosti 20. stoletja, zlasti slikarstvo. Ukvarja se tudi s teorijo umetnosti, modernizma in raziskuje problem nacionalne identitete v likovni umetnosti. Nadja bi začela kar z iztočnico, da vsi delujoči na ALUO z področja umetnosti vsakodnevno vstopamo v relacije z univerzo kot z institucijo po eni in z javnim prostorom po drugi strani. Tako da lahko zaznavamo, primerjamo in ocenjujemo, kako se en in drug prostor odzivata v odnosu do umetnosti. Praviš, da je Univerza v Ljubljani idealno okolje za umetnost. Lahko poveš več na to temo. Najlepša hvala za to predstavitev, spoštovani prorektor, dragi Matjaž. Iztočnica za to današnjo okroglo mizo je v resnici bila razstava, ki si jo boste lahko ogledali v popoldanskem času. Pred njo bi pa morala govoriti še o knjigi, ki jo lahko tukaj v omejenem številu izvodov, tako kot je običajno pri grafiki, torej ta umetniški izvod, 1 do 10, drugače pa živi v spletnem okolju svoje življenje kot e-knjiga izdana pri založbi Univerze v Ljubljani. Da se res, torej umetnostna zgodovinarka sem, kot ste slišali, to pomeni, da zastopam danes umetnost na drugačen način, kot jo bosta verjetno kolega, ki sta pač dejansko, da rečem človeka iz prakse. Smo se pa res pri iskanju naslova za to okroglo mizo malo poigrali, seveda. Saj mislim, da ste vsi ujeli ta skriti pomen v besedni igri, ko govorimo o pač tem dejavniku vpliva, torej v tem slavnem impact faktorju, s katerim se ukvarja celotna visokošolska in raziskovalna srenja. Mi smo pa res želeli v bistvu prenesti ta dejavnik vpliva na družbeni prostor, in se sprašujemo, kako generira Ljubljanska univerza tudi tokove v družbi širše. Dejstvo je, da se počutimo marsikdaj, in mislim, da bo kolegica Barbara to bolj poudarila, nekako skoraj da nerazumljene, rekla tako, z razumevanjem zapostavljene, prav zaradi tega, ker je vrednotenje našega dela težko primerljivo z vrednotenjem predstavnikov medicine, predstavnikov naravoslovnih ved, ker pač dejansko ve se, kako je znanstveno vrednotenje seveda enostavno, ali bi rekla, ti faktori so seveda višji pri tistih drugih področjih, kot pa pri področjih, ki so povezane že tako, humanističnih, še bolj pa seveda, če se humanistika dotika umetniških vprašanj, je to še bolj, bi rekla, radikalno. Če mogoče samo še malo besed o tem res
motivu v ozadju te okrogle mize povem, in to je že tak več kot polleten angažma pri tem, da bi začela Univerza v Ljubljani, najprej seveda preko zbirke, ki jo hrani Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, potem pa še preko vseh ostalih članic, ki se ukvarjajo z umetniškim področjem, skrbeti za arhiv, torej audiovizualnih del, da rečem širše. Začetek pa gotovo je ta naš torej, pogled Alvoja tudi v preteklost. Ne? Naša akademija hrani enkratno zbirko, dobesedno enkratno, ker je seveda je neprimerljiva, povsem neprimerljiva, zaradi tega, ker je sistematično nastajala od torej prvega leta diplomantov, torej to je eno leto plus 45, kar ne, praznujemo 80-letnico. Torej, in od leta 1946 do današnjega dne se res izgrajuje ta zbirka, ko se hrani študentske torej liste iz produkcije pri grafičnem predmetu na akademiji. Številka je torej fascinantna, 82 000 in še koliko, 380 nekaj tacka grafik, in predstavljate si lahko kakšen, torej zbirka, ki je gotovo največja zbirka grafik, daleč naokrog, in tudi učinki te zbirke v interpretativnih vodah so seveda lahko čisto izjemni. Projekt je seveda začetka urejanja te zbirke je tokrat res nekako spodbudila univerza in nastala je ta prva knjiga, ki je torej tematska, in seveda danes ukvarjanje z zbirko pomeni ukvarjanje z specifičnimi temami, ki so aktualne za današnji čas. Torej nekaj več bom imela še priložnost povedati v nadaljevanju, da ne bom zdaj predolgo govorila. Je pa torej se ta zgodba res dogajala na ta način, da smo začeli s popisovanjem del, da smo se pravzaprav najprej odločili za temo, ki sem jo omenila, in to so torej umetnice kot predstavnice ljubljanske grafične šole, ravno 4 imena imamo tukaj, tako da smo potem obdelali sistematično, torej skozi interpretacije in skozi popis njihovih del, avtorice, ki so se po krasnem naključju ravno zvrstile skozi zgodovino od 50 let do danes, torej in ta imena, če še to povem, so Tinca Stegovec, Adriana Maraš, Metka Krašovec in Zora Stančič, aktualna profesorica na naši akademiji. Mislim, da je to za dovolj, če ne preveč izčrpno, tako da hvala, Matjaž. Nadja, najlepša hvala. Barbara, ti si na vrsti. Doktorica Barbara Predan je teoretičarka, raziskovalka in oblikovalka. Diplomirala je iz industrijskega oblikovanja ter magistrirala iz teorije in razvoja oblikovanja na oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Leta 2012 je prejela naziv doktorica znanosti za področje interkulturnih študijev, primerjalnih študijev, idej in kultur na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU na Univerzi v Novi Gorici. Trenutno vodi raziskovalni inštitut ALO, je vodja raziskovalnega programa Vizualna pismenost ter prodekanja za razvojno in raziskovalno področje. Mislim pa, da na Wikipediji, odkot sem pobral te podatke, manjka tudi, da si doktorirala na Univerzi v Ljubljani, ne samo na Primorskem. Ne drži. Ne drži. Ampak v redu. Barbara, pa še bom vprašal. Ti nam boš tudi predstavila knjigo, ali se motim, oziroma 100 študentskih grafičnih listov. To bi kar prepuščala Nadi, zato ker je res v temu zadnje pol leta konkretno delala in tudi je pač glavna kuratorka, soavtorca in tako naprej. Mogoče bi se bolj dotaknila tega umeščanja samega področja umetnosti v kontekstu Univerze v Ljubljani, pa hkrati samega tega tudi, kot je bilo že tudi omenjeno na strani Nadje, samega vrednotenja ali pa v resnici pač nekega prepoznavanja. Mogoče bi sam na tej točki, zdi se mi pač, kot je bilo rečeno, to je neka taka prva, ker se
preči, na nek način vse 3 akademije. Hkrati bi še vedno tudi upozorila, da na Univerzi v Ljubljani seveda področje umetnosti poleg vseh 3 akademij, kjer govorimo od glasbenih, uprizoritvenih, vizualnih, likovnih in intermedijskih in tako naprej umetnosti, nikako ne smemo pozabiti pač na področje oblikovanja, na področje arhitekture, na področje krajinske arhitekture, kar je, to si tudi smo zelo veseli in se nam zdi tudi izjemen uspeh, da nam je pravzaprav uspelo ravno vseh teh 6 področij povezati v nov doktorski študij ravno v zadnjem mandatu po, lahko rečemo, 10 letih podlage kar konkretnega premikanja, valjenja gigantskih skal in tako naprej, da smo pač prepričali, da na področju umetnosti tudi raziskujemo, poleg znanstvenega raziskovanja. Zakaj se mi zdi pomembno to, da razširimo, zakaj je pomembno to, da vidimo umetnost skozi pravzaprav to neko res raznoliko, heterogeno področje raziskovanja in pač nekje tudi ustvarjanja, je zato, ker takoj, ko naštejemo, ko postavimo v nek tak kontekst, lahko rečemo, da vse, kar je okrog nas, pravzaprav se ni zgodilo, brez da naj bi saj v nekem delu sodeloval nekdo, ki ima vednost, neko znanje, neko veščino iz področja umetnosti. In tukaj je tista stvar, ki je pač ponovadi spregledana. Vedno je pač prepoznavamo neko inovacijo, nek novum, neko novo misel, nekdo, ki lahko pač nekaj premakne. Prihaja iz drugih področij, medtem ko je naša vloga dostikrat prevečkrat, se mi zdi, prepoznana zgolj kot tisti, ki smo nekaj za poleg, nekaj za malo, da pač reprezentiramo ali pa pač na nek način popestrimo dogajanje. Dejstvo je pa, da gremo veliko, veliko dlje. Ravno zaradi tega, ker pač po eni strani, kot rečeno, smo v vsem tem opremljivem svetu zraven, hkrati pa seveda je še ta drugi pol, ki je izredno pomemben, ki ga ne smemo pozabiti, pa ves ta neopremljiv del. To se pravi vse to od kritično ustvarjalnega mišljenja, to se pravi, da smo sposobni naslavljati ogledalo pravzaprav vsem nam v družbi in seveda tudi na Univerzi v Ljubljani. Pa še ena stvar, ki se mi zdi ena zelo, zelo ključna, je to, da si smo sposobni zamišljati stvari, ki jih še ni. To je pa pravzaprav ena tistih, lahko rečem, ključnih komponent področja umetnosti, kjer na nek način v svetu, kjer smo, kjer vemo, da vedno bolj tale obstoj postaja zaradi vsega, lahko rečemo, vseh kompleksnosti pa nekih kritičnih razmer in podnebnega zloma, bomo pravzaprav lahko z našim znanjem kar precej pripomogli, če pač bomo slišani ali pa če bomo pravzaprav imeli mesto v tej, lahko rečemo, zelo interdisciplinarni zgodbi. Ker to, kar se meni zdi Univerza v Ljubljani, je ravno ta, na nek način se zelo strinjam s tem, kar je rekel prorektor, ta unikum, ravno zaradi tega, ker imamo vsa področja umetnosti in vsa področja umetnosti resnično lahko prečimo, hkrati pa s tem, ko jih začnemo povezovati z vsemi ostalimi področji znanosti, lahko res premaknemo nemogoče. In kaj hočem reči s tem, kar premikamo nemogoče, je danes smo pač res lahko rečemo dostikrat ujetniki nekih pač ustaljenih pristopov, dostikrat smo pravzaprav ujetniki nekega pač, kje nam je nekomu mesto, in tukaj se zelo rada vedno naslonim na Audre Lorde, ki reče pač z gospodarjevimi orodji ne bomo razstavili gospodarjeve hiše, danes pa je čas, ker v resnici bi mogli začeti razmišljati o temu, da so stvari, kakršne so, ko ne razumemo te soodvisnosti, v kateri smo, pravzaprav očitno nekaj z našim modelom razmišljanja ne deluje, ni prav. In tukaj se mi zdi, da je umetnost tista, ki lahko nastopi in prevzame neko zelo zanimivo vlogo. Ravno temu, ker je sposobna razmišljati o drugih narativih, razmišljati o stvarih, ki jih še ni, in na nek način pravzaprav s tem ponujati nekakšen alternativni model, pač lahko rečemo tem nekim ustaljenim, potem, če gremo tako, kot je Hannah Arendt rekla, ne, se pravi, če lahko danes napovemo naprej prihodnost, potem pač enostavno nismo po poti nič spremenili. Delamo tako, kot je pač nekje ta rečemo, inercija pač nekega gospodarja z njegovimi urodji, da to gradimo. In tukaj je pač ta vidik, kjer se mi zdi, da ima univerza izjemno priložnost, hkrati pa pač na nek način vsake toliko vse prepoznamo ali pa občutimo to, verjetno bo tudi prorektor tukaj lahko pač povedal, da smo prevečkrat še vedno na margini, še vedno na robu, še vedno tisti, ki nismo vsakič znova postavljeni v relacijo z vsemi ostalimi področji. Če gledamo zdaj sam pač skozi ERC, ne, ta European Research Council, umetnost pade pod humanistiko in družboslovje. In ko rečemo humanistika in družboslovje, verjamem, da večina, 99% zaposlenih na tej univerzi nikoli ne pomisli na umetnost, pa bi mogli. To je to, za začetek.
Barbara, hvala. Jaz mislim, da boste na to temo marsikaj povedala tudi še tretji in četrti gost. Najprej magister Marko Naberšnik. Marko je leta 2002 na ULAGFT diplomiral iz filmske režije in televizijske režije. Leta 2010 je končal še magisterij. Znan je kot režiser igranih in dokumentarnih filmov ter več kot 500 televizijskih oddaj. Njegov celovečerni prvenec Petelinji zajtrk je tretji najbolj gledan slovenski film vseh časov. Izjemno uspeh pa je doživel tudi njegov drugi celovečerni film Šanghaj. Marko je predstojnik katedre za televizijsko režijo na ULAGFT. Torej, Marko, ko smo te prosili za tvoje istočnice za današnji pogovor, si najprej izrazil, da bi morali danes več govoriti o prihodnosti kot o preteklosti, da prihajajo nove metode distribucije audiovizualnih del, kako tudi glasbenih, ne, potem mogoče malo kasneje, pa mogoče še malo več poveš na to temo. Ja, hvala lepa za besedo, tudi v mojem imenu lepo zdrav vsem. Ko se vprašamo o faktorju vpliva pa o vidnosti umetniškega dela znotraj AV področja, bi rekli, da če je neko AV delo, jaz bom danes govoril predvsem, kar se tiče Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, o tem filmsko-televizijskem delu, ker je to nekako moja primarna tudi profesija, študijska in tudi profesionalna, tako da v bistvu bom večinoma o tem govoril. Skratka, neko AV delo postane vidno in ima svoj faktor, če ima distribucijo. Distribucija je pri audiovizualnem delu enako kot športni dosežek. Kot športnik, če si uvrščen vidno, te vidijo, če izpadeš v neki tekmi ali si diskvalificiran ali karkoli podobnega, te preprosto ni, ne v medijih, ne v neki zavesti gledalcev. Zdaj te poti distribucijske se tako zelo spreminjajo, da vplivajo tudi na študijski proces. Ko smo študenti skupaj in študenti posvetijo leto dni časa za to, da naredijo nek film, televizijsko delo, dokumentarni igrani film, se seveda vedno vprašajo, kje bom lahko svoje delo pokazal. In takrat vedno nanese beseda na pojem distribucije. Distribucija je danes zelo kompleksna, se sami veste, ker po moje večina nas tukaj tudi uporabnikov raznih videov na zahtevo, kinematografij, kinoteka. Ta razpršenost skupaj s televizijo je tako velika, da seveda je najti prostor za umeščenost svojega umetniškega dela kar velik izziv. In s tem se tekom študija ukvarjamo. Zdaj, kar se tiče univerza zagotavlja tukaj trenutno zelo lepe pogoje na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, ker imamo tako gledališki oder, kar se tiče kolegov z gledališkega oddelka, ki je zelo dobro tehnično opremljen, kot imamo tudi zelo dobro tehnično opremljeno kinodvorano. Tu si trudimo po lastnih močeh, seveda tedensko nekako imeti določene dogodke, včasih bolj, včasih manj pogosto, odvisno od študijskega procesa, in tako nekako sami zagotavljamo to, ampak študentom v resnici je želja, da bi njihovo delo potovalo, ne? Da bi bilo vidno tudi na nacionalnih medijih pa na mednarodnih festivalih. Tukaj pa pridemo pač do pojma distribucije, ki je precej neusmiljen, kajti distribucijski kanali nekako ločujejo med študijskim delom pa profesionalnim delom. Imamo namreč festivale, ki so namenjeni izključno študijskim filmom in imamo profesionalne festivale, ki so namenjeni profesionalnim delom. In ta ločnica se zgodi preprosto zato, ker študijsko delo je mentorirano in tam nehote prihaja do vprašanja, koliko gre za neko avtonomno avtorstvo in koliko je to deljeno avtorstvo. Zato festivali, pa tudi nacionalni mediji, pa razne spletne videoteke, zelo z rezervo, saj smo imeli že primere, smo tudi predvajali naša dela, zelo z rezervo sprejmejo, rečemo, kratko študijsko delo, ker ga obravnavajo kot pač študijski proces, tako tu je en tak izziv, ki ga pa jaz, kadar se študenti pogovarjam, pač rečem, to je neka stvar, ki jo moraš sprejeti, da je to del izobraževanja in pač tu je ločnica med profesionalnim filmskim delom pa študijskim delom. Potem je pa še ena velika ločnica, ki jo distribucijski kanali poznajo in zelo fejst ločujejo med celovečernim delom pa med kratkim filmom. Kratek film, nekako distribucijske poti spletnih videotek, nacionalnih ponudnikov medija imajo tako za neke vrste mašilo programsko, ker je pač preprosto prekratek film,
celovečerne forme pa precej raje promovirajo, kar se televizij tiče, pa predvsem serije, še bolj kot igrane filme. Tako da to so ene dileme, ki jih tekom študija se veliko o njih pogovarjamo in morda je bil, ko smo se z Matjažem pogovarjali o temah današnje razprave, smo rekli, da morda odprem jaz to debato in to razmišljanje o distribuciji, kajti brez distribucije umetniško delo ni vidno, distribucija je pa precej kompleksen pojem. Morda v nadaljevanju še malo več o tem, ampak toliko za začetek. Hvala. Marko, najlepša hvala. Še zadnji gost v tej razpravi in v prvem krogu, namreč potem, ko bodo moji gosti predstavili svoje teme, bom odprl drugi krog in potem vam namenil vprašanja za naše goste, da razvijamo malo debate, tako kot se tudi spodobi. Luka Juhart je iz harmonike doštudiral v Nemčiji na visokih šolah za glasbo v Trossingenu in v Würzburgu. Je večkratni nagrajenec mednarodnih in domačih glasbenih tekmovanj, redno snema za različne, ne samo domače radijske postaje in koncertira solistično ter v različnih komornih zasedbah na velikih evropskih odrih. Velik poudarek daje sodelovanju s sodobnimi komponisti, med drugimi z Urošem Rojkom, Klausom Huberjem in Vinkom Globokarjem. Tudi sam je izjemen skladatelj, s čimer se pa preveč ne hvali na Wikipediji. To pa lahko govorim z prve roke, ker sem imel priložnost kar nekaj njegovih vrhunskih del že odigrati. Leta 2020 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Deluje kot izredni profesor na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer vodi katedro ter studio za sodobno glasbo. Kot nekdo, ki se v naš prostor zdaj vrnil po bogati študijski in umetniški izkušnji v tujini, nam prosim predstavi svoj pogled na odnos do umetnosti znotraj naše akademske skupnosti. Torej, jaz nisem tako vzorno pripravil svoje teme kot moji kolegi. Slišim večkrat očitek, da je umetnost en okras univerze. Jaz tega občutka nimam. Jaz sem dobil precej pozornosti v tej hiši in imam občutek, da ima moje težo in moje delo neko težo. Se sicer precej pritožujem nad tem, kako se naši študenti Akademije za glasbo prezentirajo na univerzi. Namreč kolegica Barbara je povedala, da so dostikrat naši dosežki, naše delo nekako okras, neka dopolnitev tega, kar sicer počnemo, in moram reči, da sem včasih malo žalosten, ko vidim, kaj na primer študenti na dogodkih na univerzi igrajo, ker vem, s čim se oni resno ukvarjajo in v čem so res dobri. Že tu se v resnici začnejo malenkost podrejati trgu in potrebam drugih in ne prikaže tega, v čem so v resnici dobri. Ampak bi mogoče malo zavil z te teme, zato ker se mi zdi, da tu pred mano sedi gospa ministrica, in ker se mi zdi, da je trenutno ena zelo pereča politična debata v smislu nekih dodatkov k pokojninam, in ker se mi zdi, da ta debata po tej neki zelo površni, jaz jo zelo površno spremljam, ampak sem dobil občutek, da je zavila v neko zelo čudno smer, in sicer zdi se mi, da se zelo izpostavljajo neki umetniški performansi ali neki dosežki, ki so vzeti iz konteksta, ki jih sploh ne bi rad komentiral, ampak bi pa rad pač rekel, da sem osebno prizadet ob misli na vse moje kolege, ki so posvetili svoje življenje umetnosti in ustvarjanju in garajo
in so v bistvu vzorni državljani in dosegajo vrhunske dosežke v svetovnih merilih. Ne. In se mi zdi, da tako bi mogli sprejeti naše študente in zagotoviti jim neko podporo znotraj te hiše, se pravi, da jim prisluhnemo, kaj oni počnejo in v čem so res dobri in da damo njihovemu delu neko vrednost. Tako bi tudi univerza, kot vse članice univerze, ne, morala v resnici se glede tega aktualnega problema izjasniti in podpreti umetnost, ker je v resnici umetnost nekaj, kar bogati našo družbo in si brez nje ne moremo predstavljati našega bivanja v tej državi ali pa na tem svetu. Ne. In jaz zagotovo trdim, da so študenti Akademije za glasbo posvetili več kot pol svojega življenja glasbi in umetnosti, že preden so prišli sploh na Akademijo za glasbo, ne, da so sploh bili sprejeti. Ne. In zdaj so vzorni študenti, blazno predani in garajo, ne, in bi bili na katerem koli drugem področju ravno tako uspešni, ker to so zelo inteligentni posamezniki. Ne. In ko gledajo ta javni diskurs, ne, se sprašujem, kaj si mislijo. Ne. Mi zdaj se tu pogovarjamo, a umetnost sploh je kako delo. Ne. In to me res žalosti in seveda bo vsak rekel, ja, zdaj ta govori, ne, ko je nagrajenec Prešernovega sklada, ki bi rad imel dodatek. Ne. V resnici mi je čisto en za dodatek, tega, ker sam upam, da bom lahko šel enkrat v pokoj in da bo svet približno tak izgledal, kot zdaj izgleda, ne, priča vseh kriz, ki jih imamo. Ne. In bi si želel, no, da univerza prepozna to dodano vrednost. Ne. Jaz se ne počutim, da sem ornament te univerzi, ampak bi si želel, da članice, 3 članice umetniških akademij podprejo umetnike v tej situaciji, ampak da izpostavijo prave stvari, pravna fakulteta, pa ne vem, vse ostale. Ne. Se pravi, tu se bo pa pač pokazalo, če dejansko imamo neko vrednost ali pač nimamo. Ne. In prosti, Matjaž, ker sem malo zbredel nekam drugam, ampak to sem želel zdaj povedati. Zelo dobro, da si to povedal, ker tu nekje sem jaz hotel v drugem krogu zavrteti, ampak zdaj smo že tako daleč, da gremo kar in medias res. 3. krog. No, pa bom kar postavil vprašanje. Imaš občutek, da recimo, da se univerza oziroma druge članice univerze ne potrudijo dovolj, da bi bila umetnost kot znanost sprejeta, predvsem pa, da ne storijo dovolj, da bi nas podprli v naših prizadevanjih, da tudi v tem našem družbenem okolju umetnost velja kot delo, kot nekaj, brez česar naša družba ne bi preživela, ker brez naše kulture, naše umetnosti in slovenskega jezika bi že zdavnaj bili hlapci ali bi ostali hlapci še komor drugemu, mogoče na to temo. Ne? Jaz tega ne vem, koliko kdo nas ceni ali nas ne ceni. Jaz pač iz svojih izkušenj, ker že kar nekaj let preživljam veliko svojega časa na odrih, ne, pa tudi sem zelo aktiven kot organizator in vidim, da ko naprimer nekdo obišče en kulturni dogodek, ga ponovadi še obišče. Ne. In vidim, da se naprimer naše občinstvo giba znotraj, mislim, to je precej zaprt krog ljudi, ki obiskuje kulturne dogodke. In tu se mi zdi, da bi kot univerza lahko naredili več. Ne. Jaz mislim, da je zelo lepo, da dajemo kreditne točke za športno udejstvovanje naših študentov. Ne. In mislim, da bi bilo vredno razmisliti tudi o tem, da bi študenti bili
nagrajeni tudi za obiskovanje kulturnih dogodkov, ne. Potem bi zagotovo dolgoročno pridobili število zainteresiranih, ne, ker pač moje mnenje je, da nek izobražen, kompetenten državljan tega sveta, ne, ima tudi neko osnovno vedenje o kulturi, ne samo o obrestnih merah ali pa o antibiotikih, ne, ampak ima neka osnovna znanja in sem prepričan, da če bi bili študenti vse univerze, ne, govorimo o res velikem številu študentov, če bi bili na nek način zelo motivirani, da bi začeli obiskovati te dogodke, da bi jih precejšen procent ostalo naših spremljevalcev. Ne. In tu jaz ne bi bil preveč liberalen, ne. Motivirani, se pravi, beseda motiviranje je sestavljena iz motivare, latinskega izraza, in to pomeni potisniti. Ne. In tu bi jaz preprosto razmislil o tem, da bi študente res na nek način potisnil to, da bi začeli spremljati, kaj njihovi vrstniki počnejo. Ne. Seveda tudi, kaj počnejo naše profesionalne umetniške inštitucije, ampak tudi njihovi vrstniki, ne, ker na tak način bojo lahko naši bodoči intelektualci, kar nekdo, ki bo zaključil univerzo, zagotovo bo, ne, bojo lahko imeli vpogled v to, kaj njihovi kolegi sploh počnejo, in samo na tak način bojo to lahko cenili, ne. Drugače ne moreš verjetno ceniti nečesar, kar nikoli ne spremljaš. Ne. Hvala. No, verjetno nas na to tudi publika, ki danes sedi v tej sobi, balkonski sobi, med vami ste sami umetniki, se pravi, ne vidim nikogar, ki bi bil v kakšne druge sfere, razen profesorice Raščanov tukaj. Ja. Recimo govoriš o zaveščanju in obveščanju, ali je recimo izhajanje kulturnice mesečnika za umetnost, ki jo izdajamo od 8. februarja leta 2022, to je elektronski mesečnik, a je kaj pripomoglo k ozaveščanju, in namreč vabila gredo na teh 7000 naslovov, ne vabila, pač pa obvestila o izidu, pa me zanima, če imate kakšno prakso, kakšne odmeve svojih sredin mogoče. In tudi na temo, ki jo je načel še Luka pred tem. Ne? Boš ti začela, Barbara? Lahko. Ja. Mislim, absolutno je pripomoglo, tudi, če ne drugega, tako, če smo že tudi v zbiranju, arhiviranju, to je zelo en tak blazno lep, na koncu, ko narediš črto, lahko vidiš, koliko ogromno je pravzaprav doprinosa bilo narejenega na področju umetnosti iz vseh fakultet in akademij, ki delamo na tem področju, ogromno premikov, in ogromno tudi, lahko rečemo, neke tudi mednarodne umeščenosti, ki ima neke res dobre nastavke. Hkrati se mi pa zdi na nek način, da bi mogoče sam še dati v to neko vednost, ko raziskujemo na področju umetnosti, ko delamo, raziskujemo pravzaprav iz dveh koncev, to mislim, da je tudi prej Nadja nakazala. Se pravi, raziskujemo, imamo umetniško raziskovanje in imamo znanstveno raziskovanje, ko delamo na tem področju. In se mi zdi, da najlepši rezultati pa se zgodijo takrat, ko pride do prepleta, ko nehamo to enostavno te vse metodološke vidike ves čas iskati razlike, ampak pravzaprav vidimo, kako lahko začnemo sodelovati in pravzaprav doprinašamo en v drugo prakso ali pa v teorijo pravzaprav neke poglede. In tukaj se mi zdi, da umetnost je ena taka, ki lahko kaže to pot interdisciplinarnega povezovanja. Hkrati pa, bi, če se sam omenim, ker že sedim zraven Prešernovega nagrajenca, hkrati bi tudi omenila
Bi pohvalila to, kar je tudi bilo predzadnji kulturnici omenjeno, po 8. februarju, če se prav spomnim, prav vsi Prešernovi nagrajenci letošnji so alumni Univerze v Ljubljani bili, to se pravi kaže ta večina je bila iz te Univerze v Ljubljani, kar kaže pač res ta vrhunski nivo znanja, ki ga pač naši alumni pridobivajo in potem seveda to širijo v družbi. In hkrati pač tudi to je treba poudariti, ker je trenutno vsa ta takšna in drugačna gonja, politična gonja, Maja Smrekar je naša izjemna profesorica, docentka na kiparstvu, oddelku za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in tukaj sem res izredno vesela, da je naš dekan že bil en prvih ključnih podpisnikov, ki so skupaj z Moderno galerijo stopili in pač podprli, se uprli na nek način, lahko rečemo, temu napadu. In hkrati se mi zdi pač bolje kaže to, pravzaprav kako vrhunsko misleče in vrhunsko delujoče umetnike zaposluje ta univerza. Se pa strinjam, da bi bila zelo vesela, če pač ta, rečemo temu, prostor delovanja in tudi prostor zaščite ali pa prostor neke varnosti, o kateri v zadnjem času to govorimo, da bi se ta prepoznala tudi glede v odnosu do zaposlenih in zaposlenih pač predvsem tudi na področju umetnosti. Drugače pa samega vrednotenja, ker je bilo rečeno, da sam ta odnos, kje pač postavljamo, bom šla tudi jaz tle malo vseeno partikularno, ker kot rečeno umetniško raziskovanje, znanstveno raziskovanje, imamo kar še veliko prostora, kjer bi šli lahko naprej, kar se tiče nekega vrednotenja, zato ker na koncu dneva vsi mi, ki smo tukaj zaposleni, vse naše delovanje se pač nekje na koncu spravi v neko administrativno formo habilitiranja. Kaj hočem reči, naprimer, nek tak, to, kar naprimer delava obe z Nadjo, pa tudi, dokler je bila tudi ena od naših zunanjih sodelavk, ki je bila tudi ministrica, ker smo že prej omenjali. Vse tri, pa še marsikdo, ki sedi v tej dvorani, bi znal povedati, da za vsako konkretno mednarodno ali pa pregledno ali pa monografsko razstavo, veliko razstavo, stoji več kot eno leto, največkrat ponovadi 2-3 leta konkretnega raziskovanja. To kulminira potem v nekem res tem konkretnem, lahko rečemo, razstavnem, pač v našem primeru na Akademiji projektu, ki je lahko predstavljen tudi na naprimer Beneškem arhitekturnem bienalu ali pa na trienalu, milanskem trienalu, pač se pravi v Milanu, kjer doseže preko 280,000 gledalcev v tistih 6 mesecih, kakor je, ali pa tam nekje odprte so te zadeve. Ampak na koncu, v tej vsej relaciji, zdaj to, ki grem zelo na našo zgodbo, to sprav univerze, je to vredno natančno 5 strokovnih točk. In to je strašno. Meni je zelo žal, ampak to je strašno. In tukaj nismo slišani, in tukaj se lahko poskušamo umeščati in dokazovati, da za vsako takim stvarjo stoji pač ogromno arhivskega dela, ogromno intervjujev, ne vem, tudi po 100 intervjujev lahko narediš ogromno srečanj vsega tega, ampak na koncu to ni prepoznano kot znanstveno delo, ni prepoznano v kontekstu nekega doseganja družbenega učinka, ta izjemnost, ki jo naredi neka razstava, je prepoznana monografija, če jo pač izdaš, če je prepoznana kot znanstvena, medtem ko dostikrat založbe, ki nas izdajo na področju umetnosti na univerzi, niso prepoznane kot znanstvene. Tako da tukaj imamo pa še kar konkretno veliko prostora, in tukaj se mi zdi, da pač moramo to začeti govoriti veliko bolj na glas in veliko bolj se tudi upirati, pa predvsem tle pa ta umeščenost, ali se nas sliši ali ne, in zaradi tega jaz dostikrat rečem, da ostajamo na margini. Ne, tukaj pač ostaja ta očitek odprt. Hvala. Izvoli. Marko. Ne bom predolg. Pardon. Če ne želite nadaljevati tukaj diskusije, lahko gremo na nove teme. Ja. Želiš? Kakor rečeš. Kakor boš nas moderiral. Kar se tiče te vidnosti, jaz se bi pridružil načeloma kolegom, ki pravijo, da jaz imam tudi dober občutek na univerzi. Načeloma imam občutek, da se univerza trudi, tudi če se spomnim na svoj študij,
In tudi zdaj se trudi in daje prostor umetnosti. Tudi današnji dogodek je dokaz temu kulturnice, dokaz temu podpora projektom. Univerza misliš rektorat? Ne, univerza kot celo našla. Ja. Hočem reči, tu vidim. To, kar se pa tiče, ne univerzo kot celo, to vse članice. Ja. Tudi, naprimer, mi sodelujemo pri nekih projektih z drugimi članicami, od Akademije za glasbo, FDV-ja, Filozofske fakultete, tako da se povezujemo. Zdaj, umetnost ima, pa mislim, da to v svojem DNK-ju, pač to dokazovanje in to večno preizpraševanje o tem, a ima svoje mesto ali ne, tudi DNK-ju umetnosti, no konec koncev se skozi umetniško delo nenehno sprašuješ tudi o obstoju v svetu, postavljaš sam sebi eno vprašanje in se preizprašuješ. Ker družba, ne, kot je Luka prej rekel, spremljanje kolegov in nekih dosežkov kasneje, ko gledamo pa na družbo iz stališča univerze, pa družba, tam je precej večji izziv za pozicioniranje umetnosti, ker družba je nagnjena, čisto po svoji naravi, k ugodju, za umetniško delo ne vzdržuje vedno ugodja, ampak tudi izziva. In mnogi mediji, predvsem v tujini, sploh nimajo v svojih elektronskih publikacijah zavihka kultura, ampak entertainment. In mislim, da je potem tu to, kar kasneje vidimo, pa malo tudi potem refleksiramo na eno refleksijo potegnemo nase na univerzi, ki je mesto umetnosti kasneje, ker v bistvu univerzitetno izobraževanje je samo še zadnji korak, pol si pa profesionalec, pol pa greš v svet. In seveda naši študenti se nenehno sprašujejo, kaj jih čaka, potem, ko enkrat zapustijo univerzo in ko se vračajo na podiplomski študij in že imajo neko izkušnjo realnega okolja, doskrat reče, da na univerzi so imeli občutek, zdaj, ko nazaj gledajo, občutek varnega okolja, mehurčka, ker jim je bilo tudi strani mentorjev in cele institucije nekako, vidim, da je narejeno, ko študenti se nekaj zaželijo, se res jih podpre. So razhajanja, so lahko tudi konflikti v tem, kaj si kdo želi, ne, ampak načeloma je usmerjeno v tem, da se študenta podpre. Realno okolje, pa ko sem prej omenil, ta zavihek, ki ga v mnogih medijih zasledimo, zabava ali pa pop kultura ali pa entertainment, pa meče v ta isti koš vse. Slikarstvo, glasba, vse. In tisto, kar izplava ven v nekem entertainment faktorju, tisto potem ljudje vidijo in študente doskrat zaskrbi ta umetniški del, kako ga bojo lahko kasneje izražali. Jaz bi rekel, to je pač izziv, življenjski izziv, ni formule, da bi jo predpisali, kaj moramo narediti. Čim več se o tem pogovarjati. Zdaj, več kot je v družbenem okolju, rečemo stabilnosti in miru, več je prostora za umetnost, to vidimo tudi nasplošno po celem svetu, ko se pa dogajajo neka križna zarišča, pa takrat seveda pridejo neke druge stvari v spredje in jaz bi si želel, da bo čim več stabilnosti znotraj sveta in Evrope in potem je tudi več stabilnosti namenjene lahko umetnosti. Umetnost pa to preizpraševanje o vrednosti, to je nek ta Sizifov element, ko vedno znova se pojavi. Ne moramo mimo njega. In mene enako zaboli, ampak pač tako je. In ta faktor časovni, ki ga je Barbara omenila, ki je neviden, ker umetniško delo vidimo šele, ko je distribuirano, ko ga imamo na premieri. Takrat ponavadi že zaradi PR momenta govorimo samo lepe stvari. In je pogostitev in se vsi smehljamo, ampak da po umetniško delo, rečemo, nek film nastane, je pa 4-5 let minimum. Zdaj v mojem zadnjem primeru pa ni šlo nič narobe, tudi korona ni ustavila mojega zadnjega projekta, ker takrat smo bili v eni fazi razpisov, ki je bila na nivoju papirjev, je pa kar 7-letne. Tako da to so take obdobja, da seveda se potem vprašaš, kje je moje mesto, ali bo vidno ali ne bo vidno, ali bo distribuirano v redu ali ne. Tako da to so dileme. Ja, tako da to. Prej si rekel, čakamo na premiero, ali na ta izvedbo, kakorkoli že, se poveselimo, nekaj spijemo, včasih se je čakalo tudi na kritiko, naslednji dan ali pa čez 2 dni. Kaj bodo kritiki, kaj bodo mediji povedali o mojem, našem delu? Danes tega ni več. Rečemo kaj na to temo? Mislim, kritika, ta uradna, je praktično izginila. Ta neka kritika, ki pa obstaja, je pa reakcija okolja, pa gledalcev, pa rečemo mogoče tudi festivalov. Če si na festivalu, tam nekako kritiki spremljajo določene festivale, pol dobiš tudi uradno kritiko, sploh na večjih festivalov, kot so Berlin, Cannes, Benetke. Drugače pa ta neka lokalna kritika je pa se porazgubila v tem zavihku entertainment.
Malo je, mogoče določeni časopisi, kot je Dnevnik, Delo, Večer, da se posvetijo temu, ampak zelo selektivno, ni tega, da bi čakal. V bistvu mogoče sploh je kaj o tebi zapisano. Večinoma gre na reakcijo občinstva, pa festivalov, na to še. Tako jaz bi tu, mogoče, da predam naprej. Nadja, bi ti želela nadaljevati to temo, ali ti lahko postavili novo vprašanje? Ja, jaz se samo sprašujem, ali so tako velike razlike med posameznimi področji umetnosti, da pa definitivno, po moje, za likovna področja nikakor ne moramo biti zadovoljni z vidnostjo te umetnosti v javnem prostoru in tudi z možnostmi, ki jih imajo naši diplomanti, ko pač ustvarjajo svoje kariere, tako da že standarden neke vrste neravnotežje, nesorazmerje med podporo, finančno podporo iz javnih sredstev, torej določenim področjem več, tistim, ki so povezana z jezikovno identiteto več, torej literatura, gledališče, film tudi nekako v zadnjem času, medtem ko pa likovna področja zaostajajo in so seveda tudi precej nekako podhranjena. In mislim, da je to potem tudi posledica tega, ta javna sprejemljivost in seznanjenost in navsezadnje tudi izobraženost, dogajanje v zvezi z rekla bi s temu vandalizacijo umetniškega dela, mislim, da to je edini precizen izraz, omenila bom delo Maje Smrekar, se ne bi mogel zgoditi verjetno, če bi pač javnost tudi drugače reagirala, ne? Če bi bila javnost drugače osveščena o tem, kaj pomen umetniškega dela, kaj je njegova vrednost. Torej, čudim se temu, kako je mogoče, da si nekdo zamisli tako kampanjo, ki je popolnoma pač nekako nesprejemljiva in res skregana z vsemi zakonskimi osnovami, ne, od pač avtorskega prava, to ni karikatura, to ni parodija, to je isto edino, kar je dovoljeno, ne, v primeru izrabe, uporabe avtorskega dela. Vandalizacija pa zato, ker gre za poškodovanje umetnine v prostoru, kjer ta umetnina živi, in to je medijski prostor v primeru dela, ki je seveda živi kot fotografija nekega projekta. Tako da zdaj tudi ta naš govor ali pa ta delež, ki sem ga predstavljala v zvezi z delom za delom posvečenim skrbi za shranjevanje tega umetniškega bogatstva, to seveda nekako ni zgolj stvar, ki bi gledala v preteklost, če mogoče ta dejanja, to delovanje povežem tudi s pojmom arhiva, ki je v zadnjem času izrazito en aktualnejših pojmov na področju likovne umetnosti in seveda tudi vemo, da kakšen je pomen, kakšna je moč umetniških del kot nosilk sporočil in mislim, da je treba to komunikacijo med sfero umetniškega, likovno-umetniškega in javnosti okrepiti in ji dajati nekako te nove zamahe. Hvala. Hvala. Ja. Mogoče bi Nadja še le ostal pri tebi, namreč ta velik izdelek teh v bistvu 300 grafičnih listov, njih samo 100, ne? 100 jih je, zaenkrat jih je obdelanih 300. Drži, ja. S tem se začeli eno novo zgodbo, ne? Ki nam pokaže, kako predstaviti delo za umetniško zbirko na Algovu. Jaz to vidim kot veliko priložnost tudi za celotno univerzo, namreč v službi za umetnost, ki imamo zdaj 2 leti na univerzi, prej ni bilo, imamo v svojem akcijskem načrtu, da bomo poskusili najti vsa umetniška dela znotraj univerze, jih popisati, jih digitalizirati, spraviti skupen repozitorij, pa naj gre za audiovizualne
likovna dela in tudi glasbene dela, tako da bi lahko obiskovalec recimo spletne strani univerze prišel na enem mestu do podatkov. Seveda ne mislimo tega centralizirati, ampak dati skupaj določene repozitorije posameznih članic. In se mi zdi, da imamo tukaj res vrhunski primer dobre prakse, kako začeti in kako stvari peljati. Seveda, če jih je samo pri vas 85,000, verjetno je znotraj univerze, vsaj še petkrat toliko, tako da me čaka res veliko. Težko, da je to? Težko multiplicirati, samo prištevati. No, v glavnem, veselim se pravzaprav računom na to, da bomo imeli priložnost peljati ta projekt, ki pa seveda projekt za več leta to mi začeli smo, nekje zdaj pa, a bi mogoče želela omeniti tudi še kakšne sodelavce pri vašem projektu, ki bi jih veljalo omeniti. Hvala lepa, sem čakala na priložnost, najlepša hvala. Tako da predvsem seveda pozdravljam vse tukaj zbrane v prostoru, mogoče res najprej vašega predstavnika Jerneja Kejžarja, ki se je sjajno vključil in nas res podpiral ves čas, pač kot že izdelan profesionalc, drugač pa je kot profesionalka v smislu že diplomirana, seveda umetnostna zgodovinarka sodelovala še Ana Kocijančič in potem seveda se zvrstijo študenti, torej možnost smo imeli, da smo Ano zaposlili za krajši čas in pač v vse smeri krajši čas, po dobi in po urah. Potem pa je res ekipo sestavljala interdisciplinarna zasedba študentov akademije, ki so se perfektno pač nekako usklajevali in medsebojno podpirali in torej različne študijske smeri so tukaj bile vključene, seveda od slikarske in Maruše Pajnič, ki sedi tam zadaj in se mi skriva, potem še Žiga Sever je tukaj z nami, potem je še v prostoru seveda Admir Ganič, ki je izjemno poskrbel, torej z skrbno roko nad tudi tem, da je lahko ta torej besedilno delo se preselilo tudi v mediji digitalne, torej videa, žive slike, tako da mislim, res vas vabim prihodnjo sredo še na eno projekcijo, ki absolutno, torej kolegi Marka so rekli, pač v ednini bomo govoriti, torej profesor Miran Zupanič je rekel, da so dela prav profesionalna in seveda potem je tukaj z nami še Zora Stančič, ki pa je že seveda ena od nastopajočih v tej knjigi s svojim študentskim opusom in potem seveda tudi z najnovejšo donacijo za našo zbirko. Tako da zaenkrat se zbirka polni, pravzaprav v zadnjih letih celo že kupujemo tudi umetniška dela študentov. Tako da to so res koraki, ki peljejo v prihodnost, ki jo bo treba še malo bolj oblikovati, zmodelirati skupnimi močmi, da bo dobila res še potem vsa vse ozadje. Vem, da se mora ministrica gospodarstva Brečko zdaj od nas posloviti, ker mora pač po drugih obvezah. Bi vas vprašal, imate kakšno vprašanje za nas, želite sodelovati? Ker zdaj bomo pa odprli ta krog za vprašanje obiskovalcev. Najprej najlepša hvala seveda za vabilo in za vso delo, ki ga opravljate. Kot rečeno, sem da tudi časih sodelovka akademije. Predvsem pa se mi zdi res ta povezanost na Univerzi v Ljubljani, kjer poleg že omenjene akademije za fakultete za arhitekturo moram seveda omeniti tudi filozofsko fakulteto, tudi ukrep je tukaj iz filozofske fakultete, kjer vstaj na oddelku za umetnostno zgodovino in druge pač je kot sestavni del vsega skupaj in vendarle na filozofski fakulteti naj bi bil tisti del, ki manjka, ki je bil omenjen, torej kritika.
in tukaj pa seveda delujem skupaj mediji. In tukaj je res mogoče en tak pomemben moment. V zadnjem letu je nastal v letih, zelo veliko študentskih projektov, se zelo povezujejo interdisciplinarno, ker so se mi zdeli fajn, tudi včasih so bili, ko sem bila študentka, smo se mi povezovali v Tribuni, v društvu Box in tako naprej, ker se je začela Radio Študente, pomembna platforma za likovno kritiko in to je res, če nimaš ti neke distribucijske mreže, če nisi viden, če se ne naučiš tega, če nimaš možnosti tudi narediti kaj narobe, tako kot bom redel profesor Juhart, pač tukaj v času študija ti mogoče ni treba biti komercialno, da delaš tisto vse, življenje te tako izoblikuje v eno ali pa drugo smer. In se mi zdi fajn, da to obstaja, da to obstaja, kakve stvari žal ne obstajajo več, pa bi mogoče mogle. To se mi zdi ena stvar z vidika študentov. Tudi absolutno je napredek z vidika tudi študentov akademij, po mojem, kako stopiti v svet umetnosti, z vidika 20 let nazaj. Te pogovori se dodajajo, kako da veš, da obstaja tam en status na Ministrstvu za kulturo, kako do tega pride in tak naprej. Tudi mi na ministrstvu zdaj probamo biti bolj prijazni in vsemi temi navodili. Včasih mi zdi, da si dobil diplomo, pa res ni bilo neke te povezave z svetom, je bilo še težje. Zdaj so res v zadnjih letih tudi na univerzi koraki v to smer in to je res ena taka pomembna stvar, ker pač področje umetnosti je žal tako, da obstaja poklic pedagoga, od nižjega šolstva do visokega šolstva, obstajajo gledališča, mreže gledališč, ki zaposlujejo umetnike, potem pa počasi že to zmanjka, ali pa tudi seveda glasbenih gledališč v tem primeru, ali pa filharmonije. In zaradi tega je zelo veliko je samozaposlenih v kulturi, je samostojnih umetnikov in umetnic, katere preživetje je težje, ker rabiš ti to omreženost, rabiš umeščenost, rabiš povezovanje in znanje za to. To je pač narava poklica in preživeti v tem poklicu 40 let res ni enostavno. Tudi konec koncev, bilo je omenjen entertainment, ampak težko si vedno enako popularen. In to je tisto, kar se mi zdi, da je težko razložiti. Enkrat imajo vsi radi, drugič malo manj. To niha tako v življenju nasplošno neko zanimanje in je treba tudi to prebroditi. In to je tudi normalno, tako ne moreš imeti ves čas na 150% energije ali pa novih idej, nemogoče je. To je taka pomembna stvar, ki je pomembna za študente, mogoče tudi z vidika neke psihološke opremljenosti za ta svet, ki pač je krut, enostavno je, ni enostavno preživeti v tem poklicu, odvisen si od reakcij publike, kot ste vi omenil, težko je, kdaj nisi in tudi mogoče ta del, ni to, da bi zdaj bil naloga univerze, da bi se s tem ukvarjala. Je pa fino, pa se mi zdi, da se to dogaja v zadnjih letih, da se ta vprašanja tudi odpirajo. Ker pač to ni enako po enem drugem poklicu, v radničkem, javni službi, kakorkoli, enako pač ni. Drugo pomembna stvar se mi zdi pa tudi res povezovanje, tako kot ste omenili, to bi bilo super, da bi bile kreditne točke, ne samo za športno za obiskovanje, ker na koncu se zdi, da se v svetu umetnosti vsi poznamo, ene druge, jaz vidim, da imajo skupne študentske dogodke, vedno so bili, še v mojih časov pravniki, pa medicinci, pa tako naprej, pa naši vsi skupaj imamo, skupaj s filofaksom arhitekturo, smo nekako vsi skupaj, ni pa, fakultete za farmacijo s temi, in bi bilo fino in potem ostaneš mogoče v nekih sferah tudi v življenju naprej, in res je pač, zato je pomembna kulturna umetnostna vzgoja, kulturnica je letos bila gostja v Cankarjevem domu na festivalu, je pomembna od začetka do konca in samo tako prideš en posameznik, ki je razmišljajoč, se lahko vzgoji. In tukaj ne bi samo se mi ne zdi samo pomembno obiskovanje kulturnih dogodkov, ampak tudi z drug del, ki je ljubiteljska kultura, ki je tudi
zelo prisotna na Univerzi v Ljubljani, ki seveda ni profesionalna, ni stvar vaših fakultet, ampak je tudi akademske folklorne skupine, tudi različne udejstvovanja po krajih in tako naprej. To je tudi nekaj, kar posameznika bogati in mu je eno širino potem v življenju. Skoliko na glasbi gotovno, pa tudi verjetno drugih, ja, se morajo že od otroštva se ukvarjaš s tem, če to prideš, ampak če si ti, zadnji smo imeli tu koncert konzervatorija za glasbo, ne bojo vsi profesionalni glas, sploh ni treba, ampak ta disciplina, ta res disciplina, ki jo da umetnost in se zmeri obratno sorazmerno predstavlja v javnosti, se pravi kot nek poklic, ki je v bistvu zelo svoboden, tako pač spise do enih, mogoče eno bilo dela, potem pa gre potom spat, kakorkoli že. V resnici je tako, disciplina umetniških akademij ali pa kulturno-umetniškega dela je podobna športni disciplini od cele dneve in od mladosti naprej. Zato, da so lahko nekateri rezultati. Hkrati pa je to profesionalna pot. To pomeni, da te rezultati so odvisni tudi glede načina dostojnega življenja, plače in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno ta del povezati in ga tudi naslavljati v tem kontekstu, da umetnost in kultura data otroku že v mladih letih pač res eno disciplino, karkoli bo človek šel potem delati, in da je to tudi povezanje z znanstvenim raziskovanjem, povezanje z razširjenjem obzorja, predvsem pa s tem, da pač vzbuja eno empatijo pri ljudeh, da lahko vidiš en drug svet, ki ga ni treba razumeti, ampak razumeš pa lahko, da obstaja. In to se mi zdi zelo pomembno in tako da hvala za vso vaše delo in se tudi pravičujem, da moram zdaj iti, ampak se mi zdi, da so res, kar sem jaz 20 let sigurno mojih študijskih let in do zdaj, da so res ogromni koraki, te možnosti, ki pa jih mogoče ne more dati univerza, ki morajo priti tudi strani samih študentov, kot so kritike in tako naprej, pa so tudi zelo pomembne. In je pa res, da če se ukvarjaš izključno s preživetjem, se ne moreš ukvarjati z umetnostjo, ampak absolutno to, kar se je zgodilo zdaj, kot ste bili iz akademije, iz AGRFT-ja, se pa vidi, da če kdaj družba umetnost, pa kulturo je zdaj in v času genocida in vojn, ker mi smo imeli prejšnji 2 tednoma, mogoče je bil otvoritev dokumentarnega filma v Cankarjevem domu, ker je bila film Edina zemlja predstavljen in zdaj smo videli, da je režiser in pogovor je bil tukaj in vse in vsi smo nekako zelo čutili tisti, ki so bili tukaj, videli ta film, zdaj bo imel distribucijo, hkrati pa on osebno v realnem času je zaprta. In to so vse stvari, o katerih je treba govoriti, in prostor univerze je prostor svobode, tako kot prostor umetnosti, ampak prostor univerze je prostor svobode za vse, ne samo za umetnost. Prostor univerze je edini prostor, ki omogoča res mišljenje, avtonomijo in zato je avtonomna tudi od politike in je prav in ga je treba braniti z vsemi 4, tako da tu se mi zdi res super to delo in niso mogoče najboljši časi, ampak so pa zato nujni za umetnost. Tako da hvala vam za vse te misli. Hvala. Spremite še, imate čas za kakšno repliko iz publike, če bi kdo želel samo, ampak zelo na kratko. Lahko? Prosim, če se predstavite. Ja, jaz sem katedrec, študentka iz pedagoške fakultete, pedagogiko študiram in se mi zdi, da en pomemben vidik odnosa družbe do umetnosti spuščamo s tem, ko šolstvo spregledamo. Torej, tukaj tudi, naprimer, del tega pogovora niso pedagogi, naprimer, pedagogi, glasbeni pedagogi, in se mi zdi, da je naš cilj, da vzgajamo tudi študente, da delamo na zunanji, na notranji motivaciji študentov, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, ne pa na zunanji, kot so dodatne kreditne točke. Zdaj, koliko članice dejansko
vzgajajo študente, da se udeležujejo teh dogodkov. Ne z nagradami, ne s korenčki, ampak dejansko vključujejo v samo raziskovalno umetniško delo. To je vprašanje za nekoga določenega? Za univerzo, po moje. Jaz mislim, da je retorično vprašanje, da je zelo težko našli odgovor na to. Razen, če Jaz bi mogoče govoril, da sem to debato sprožil. Jaz se ne bi bolj mogel strinjati z vami. Problemov je res velik, čisto preveč, da bi vse nagovorili, kaj še rešili. Tale problem, ki izvira v bistvu iz predšolske vzgoje, pa potem razredni pouk in potem predmetna stopnja in srednja šola in šele potem pridemo na univerzo. Tu je cel kup enih težavic in jaz vem, da naprimer področja, ki se dotikajo ustvarjalnosti na pedagoški fakulteti, nimajo take veljave, ki bi si jo jaz osebno želel, pa mislim, da še marsikdo. Prevladujejo ali pa primat prevzemajo neki zelo, bi rekel temu, birokratski pristopi k poučevanju, neko frontalno poučevanje, ki se mi zdi, da je v slepi ulici, se ravno otroci rešujejo NPZ-je, in se zelo s tem ubadajo, ustvarjalnosti pa popolnoma v zatonu. In jaz bi apeliral na vse, ne vem na koga vse, ampak na vse, ki se čutijo pristojne, da bi res nagovorili in šole in ministrstvo za šolstvo, da bi v celi tej verigi, se pravi začenši za predšolsko vzgojo, začeli ustvarjalnosti več časa posvečati, se pravi vse ustvarjalnosti. To je ena stvar, druga stvar pa je, da bi se vam vsem zahvalil, da ste si danes vzeli čas pa prisluhnili naši debati. Problemov je res veliko. Mi smo mislili danes, da se bomo pogovarjali veliko o sodobnih medijih pa umetni inteligenci in tako dalje, tako da je to mogoče tema za prihodno debato in bi res se zahvalil Matjažu, da nas je zbral in to organiziral in se zelo veselim, če bo to postalo tradicionalno in da bomo mogoče v še večjem številu tudi za študenti imeli priložnost diskutirati, ker samo na tak način bomo ne samo odpirali probleme, ampak mogoče tudi kakega rešili. Torej, ti si že zaključil. On je že zaključil, da gremo. Nisem. Zaključen. Ko vidim, da bi gospa rada šala. Hvala za obisk. Razumem. Jaz pa bi tle še to dodala, ker je bilo še vprašanje na koncu, se mi zdi, sem ujela, da je bilo kako se vključuje študente v razvojno-raziskovalne projekte. Tukaj pa bi jaz zelo izpostavila, da ta sprememba, ki se je zgodila z zakonom o raziskovanju, znanstvenem raziskovanju in tako naprej, in ko je prišlo do vseh teh delitev od razvojnega stebra financiranja zdaj v zadnjih 4 letih do programskega in tako naprej, predvsem ta razvojni steber je saj na umetniških, tako se pravi, predvsem se mi zdi, da lahko govorim za akademije, za ostale umetniška področja, je pa to zelo fino razburkali. Tudi blazno fino nas je povezali, zelo ogromno projektov se je v resnici v zadnjih 4 letih zgodil, kjer so študenti obštudijsko projektno raziskovali. En projekt je načeloma pravzaprav ravno ta zbirka, ker tako kot je Nadja omenila, se pravi nek ta res pahlača študentov iz različnih naših oddelkov so bili vključeni noter, so imeli priložnost sodelovati. Še več projektov je bilo pa pravzaprav tudi, kjer smo šli veliko širše, kjer so pač sodelovali, mislim, da ravno tam nekaj še kolegica, mislim, da ravno s pedagoško tudi, kjer so pač na primer učili, kako si umivati roke in tako naprej, skupaj z našimi ilustratorji, oblikovalci, se mi zdi, se bo lahko kolegica več povedala, in še vsem ostali od znanosti, kot so pač, ne vem, od elektrotehnike in tako naprej. Tako da v teh projektov je bilo v zadnjih 4 letih in ta priložnost, to se pravi s to spremembo zakona, da je prišlo to na univerzo in da se je pač to skozi, lahko rečemo, ta zelo so bile neke kritike o razdrobljenosti, ampak sam ta način projektnega vodenja, kako vsebinsko v resnici dajati, ne samo v razvoj, pa se potem kar nekako razgubi, ampak je bilo zelo vsebinsko od trajnosti do digitalizacije in tega. To se mi zdi, da je bilo pa, vsaj če lahko govorim predvsem za našo akademijo,
Mi smo to res dobro izkoristili in res perfektni projekti so bili. In to lahko rečem celo horizontalno v sodelovanju z ostalimi članicami. Tako da tle je bilo zdaj za študente res veliko priložnosti. In seveda najprej smo se morali tudi naučiti, kako voditi to, ker te prakse ampak se mi zdi, da je bilo tako vsako leto res, in priznam, da ko mi čakamo, da pride naslednja, pač obdobje 4 let, saj pri nas zelo težko že čakamo. Torej smo odprli razpravo, bom tako rekel, pa kar prosim za vprašanja, če bi kdo hotel koga od gostov ali mene ali kogarkoli od prisotnih nagovoriti, naj dvigne roko, se predstavi, prosim, in pove, na koga je. Ker. Jaz bi samo repliko dala na to, kar je zdaj povedano. Moje ime je Petra Črnava, Trajno z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Dejstvo je res, da je RSF in ISF, da je povezal na nek zelo dober način tako med naše oddelke, recimo, če že govorimo o interdisciplinarnosti, ampak kar je bilo ključno, je bilo, da so bile vključene druge fakultete. Jaz se lahko tako na pamet naštejem fakulteta za elektroniko, fakulteta za računalništvo, fakulteta za matematiko, arhitektura, pedagoška fakulteta, zdravstvena fakulteta, biotehniška. To so vse samo te, ki jaz slučajno vem, da so bili na akademiji, ker so moji kolegi delali, sem pa jaz sem vključena. Kar se mi zdi fino pri teh projektih je, da se pomešajo študenti od različnih fakultet, vsak lahko nabira veščine, ki so nujno potrebne projektno vodenje, vse te zgodbe, ki vemo. Veščine, poleg tega se pa začenjajo učiti v bistvu, kako razmišljajo drugi profesionalci, ki so v svojem silusu. Se mi zdi, da tega manjka tako pedagogom, kot seveda bodočim diplomantom, in je to ena od najlepših priložnosti prav na takih projektih, ki so dosta tudi zelo praktični in aplikativni. Recimo je del raziskovanja, potem je treba nekaj narediti, kar bo res sprožilo neko spremembo v družbi. Zdaj mogoče govorim bolj z stališča pač oblikovanja. Po drugi strani pa te projekti se mi zdi zelo nežno negujejo toleranco med profesijami in razumevanje, kako mi sebe vidimo kot neko stroko in kako v bistvu vidimo tudi druge, ker drugi drugače razmišljajo. Ko ti spiš na pliskavci en teden z biologi, pa se ilustratorji svoje pokupčkajo, biologi grejo po svoje, in ko ti rabiš 3 dni, da to zmehčaš, da ti vidiš, da Čehi mogoče drugače razmišljajo, Hrvati drugač, tisti, ki iz Ljubljane drugač, oni iz Maribora spet malo drugačne, ko ti v bistvu vladaš v to energijo, v to, da se res tudi stroke premešajo, da se karakteri uskladijo, da potem res po 8 dnevih imaš nekaj od enega projekta, z vsemi zadevami nekega bivanja, nekaj drugih praktičnimi, je to eno, po mojem, najlepša stvar, ki se bojo lahko moji študenti zapomnili v svojega študija. Prav ta toleranca se mi zdi med strokami, da je dosta čisto pozabljena, pa zelo pomembna, ker se postane za neko manj pismo. Hvala. Najlepša hvala. Čisto hvala lepa, da ste nasledili. Merce, jaz bi začela mogoče s tistim antibiotiki. Se vseeno prosim predstavite. Lena Mlinarič Raščan, drugače Britansko fakulteta za farmacijo. Sem tukaj kot kandidatka za rektorico, zato da slišim vaš pogled in ker imam tudi svoj program, to dosti močno zastopam. Mislim, da je v mnogo naravoslovcih skrit talent umetniški. Tako da te povezave niso nujno tako težko za vzpostaviti, kot se mislimo. Jaz mislim, da tudi veliko študentov, ki je včasih študiralo 2 študija, ker je bilo to lažje, potem smo to omejili. In zelo veliko dam na to, kar se zdaj dogaja, povezovanje med strokami, to, kar ste omenila, tudi v drugih disciplinah, ko se povezujemo, to vidimo, ne samo z umetniškimi med sabo, ki smo bolj z naravoslovja in družboslovja in humanistike. Tako da jaz res se veselim tega sodelovanja. Vidimo, da je razvoj sveta šel mogoče preveč narazen in da je potrebno povezovati discipline in v človeku seveda poskajati različne veščine in s tem dejansko doprinesti k temu, da bomo kot ljudje bolj celostno razviti in pa seveda, da se potem kot družba razvijamo celostno. Teh nekaj
mislim pa, da bi res zelo zlahka se doseglo. Zdaj, a so kreditne ali niso kreditne, po moje niti tako pomembno, kar tudi ne bi bilo ni mogoče. Mogoče ni za udeležbo, ampak za kako bolj aktivno participacijo. Se mi zdi, da to je nekaj, kar bodo pravzaprav ljudje veseli, zato ker sami včasih ne znajo najti poti do Drame ali pa do gledališča ali pa do kina, da ne bom rekla. In je zelo z majhnimi koraki lahko naredimo velike poteze pri angažiranju in spoznavanju seveda potem univerze najprej pa mogoče umetnosti in kulture na drugem nivoju. In potem se seveda tudi lažje rodijo novi projekti, preko projektov, pa kar se vsi želimo, res to dojemanje bogatstva, ki ga univerza v sebi nosi s tem, da smo si tako zelo raznoliki in tako zelo kompleksni. In ja, bi rekla, da sem vesela, da sem danes na tej okrogli mizi tukaj. Hvala lepa. Hvala, spoštovana kolegica. Imamo še 10 minut približno, slabih 10 minut, zaključili bi okrog 1:30. Torej, mogoče gremo še. Kar prosim. Tatjana Capuder ima z biotehniške fakultete oddeljen za krajinsko arhitekturo, ampak sem arhitektka. Zdaj najprej čestitala Nadi in vsem sodelavcem za to knjigo, ki se mi zdi krasen vzor, kako bi pravzaprav lahko umetnost nekako bolj promovirali v družbi, kako zdaj to knjigo se upet v družbo, mogoče ta distribucija problematična. Recimo po manj na vseh področjih umetnosti imamo vrhunske umetnike in vrhunske arhive, ki še vedno čakajo na take knjige. Recimo, leta 1993 je bila ideja, da bi profesor, takrat umrl profesor Ravnika, že naredil monografijo. Pomeni, da bi samo zbrana dela, njegove dela zbrali v monografijo brez nekih dodatnih avtorskih tekstov, ki so interpretacija posamezne umetnine, ampak samo zbrana dela posameznih vrhunskih umetnikov, ki jih ima Slovenija. In s takimi zbranih deli bi verjetno lahko zelo pomagali družbi, da bi razumela kulturo. Tako pa te arhivi čakajo nekje, mislim, ne bo rekla, so zgubljeni, absolutno niso, še vedno čakajo. In jaz mislim, da, ne mi zamerno, ampak mislim, da so zbrane dela pomembnejša od posameznih interpretacij, ki se dogajajo tudi zaradi habilitacij naših, da dobivamo neke točke in neke stvari. Ampak v bistvu zbrana dela je, kot slišimo, delo mnogih ljudi, ki je večletno delo. To ni neka avtorsko ego delo, ki se promovira skozi nekoga drugega, ampak s tem bi družba univerza promovirala posameznike in bi videli, koliko smo bogati. Tako bi lahko vzgajali ljudi. To znam kot predlog, se kako čestitam za to knjigo. To večletno delo pri zbranem delu kakšnega umetnika bi dejansko v habilitacijskem postopku bilo popolnoma nič vredno. Ja. Tako da to pa, ja, se tudi. Mislim, da tle se res premika stvari, no, tukaj se res dela. Se tudi to, kar, še dobro, da je monografija, drugače bi bilo to delo nevredno nič. Zaradi tega smo potem mogoče malo to izpostavili, no, zato ker tudi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje smo leta 23 skupaj s kolegico 3 leta dela za to, da smo predstavili in da smo premaknili tudi pravzaprav lahko rečem sam muzej, da je dal priložnost monografske pregledne razstave eni sami avtorci, tudi pač alumni te univerze v Ljubljani, Jani Lap. In to je šel za izjemen, to je bilo resnično, konkretno pač po arhivskih in temu delu, ampak je bilo izjemno delo pač pravzaprav pokazati še to, ker tudi tukaj govorimo, tle niti nismo omenjene, govorimo o ženskih avtorcah. Ne. To je še 300-krat bolj zakopan arhiv, kot je ponavadi
od velikanov, kot je Edvard Ravnikar in podobno. In je tukaj iz tega ven, se mi zdi, za tega je pač malo ta, mogoče na nek način ta bolečina, se pa absolutno strinjam, to je treba delati, tega dela je ogromno, to tudi z izjemnim veseljem počnemo, si želimo še veliko več, zaradi tega je pač pravzaprav vsakič znova naš poziv možnosti prostora za delo, možnosti pravzaprav tega tudi časa, ne, se tudi temu, no, ampak hkrati pa pogojev za delo. No. Tukaj je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje smo še zadnja akademija, ker res moramo ta infrastrukturni del, to pač moramo urediti, ker je neznosno. Žal. Tako da in si želimo tega posluha in te možnosti in da na nek način, da pridemo vsi na eno lokacijo in da pravzaprav tudi ta naša zbirka, pa zbirka celotne univerze v Ljubljani pravzaprav dobi to, da prvič, da se uredi, ker zdaj je pač besedno razpršena po lokacijah, po nekih predalnikih, izgubljena na nek način, več pravzaprav mislim, da je Nadja ve približno, kje vse je. In druga stvar, ki se vse želimo, je to odpreti, da lahko vse te strokovnjake, ki se izobrazijo pri nas na akademiji, da je bo odprli in da bo lahko delali to delo. Ker trenutno je, da besedno, nimamo niti mize, kamor bi lahko zložili. No, tukaj je ta situacija, kjer pač nekje ves čas smo izredno hvaležni za to, ker je teh 6 mesecev, ko se je zdaj zgodil, ko smo končno dobili, rečemo prvih, da smo lahko delno zaposlili dokumentalistko in tako naprej, pa je že tole nastalo, ne? Zdaj si pa predstavljate, da bi imeli infrastrukturni center, kjer bi lahko imeli prostore, kjer bi lahko delali. Pa jaz mislim, da z umetnostjo res obrnemo svet na glavo, za tega pa nam ne dajo mesta. Tako da, ne, res, in je 6 mesecev pa imamo to. Ampak to je pa zgodba za naslednjo okroglo mizo. To je pa zgodba za naslednjo okroglo mizo, se strinjam. Jaz bi dal tam, da si videl še eno roko. Ali pa za realnost, kar. Še zadnjo besedo poslušalcu, potem pa bom vas prosil za zaključne misli. Potem se mi je skril, jaz sem Tim Topič, študent na ULA-LOS in tudi razno projektov, ki je profesor Zgonik vodila in imam samo v bistvu nekaj manjših opazk, mogoče iz malo drugačne perspektive, kot je bilo predstavljeno zdaj na podiumu, kar se tiče različnih aspektov pogovora. In prva je ta, da se je govorilo o tem, kako približati umetnost javnosti, ali pa v bistvu kako javnost interesirati po umetnosti, ali ko govorimo o študentih univerze, vseh 37,000, sem prej gledal od leta 2023. Cifra, pa v bistvu kako neko spoštovanje do tega vzgojiti, ne vem, pa se je spet omenjala, tudi ministrica je omenjala, kar se tiče te segmentacije, torej medicinci, pravniki, ki je pa segmentirana univerza, ne? Ampak po pravi svoje se mi na trenutke, pa nisem edini tukaj zdi, da univerza malo premalo naredi za neko v bistvu bolj splošno gesto povezovanja in da stoji za tem sektorjem noter. Tudi en zelo tak direkten primer je Zastave, v kateri sedite, na kateri je ravno podoba Univerze v Ljubljani, ker vem, da se je leta in leta pravila zadeva in to je bila zelo vroča tema diskusije med študenti oblikovanja vizualnih komunikacij na univerzi, če lahko moja tudi atestira profesorica dr. Črne Oven, ker se je tudi pa ne dosti dogajalo. Skratka, to je neka taka zadeva, ki je najbolj osnovna gesta, najbolj osnovno komuniciranje in pač na tečaje zmago, kdo je zmago, podoba je, kakršna je, okej. V redu tukaj. Druga stvar pa je, sicer se strinjam in zato sem se tudi pridružil temu projektu, je pač v bistvu narediti vidno, v bistvu to, kar se zdaj govorila profesorica Predan in profesorica iz biotehničke, če sem si prav zapomnil, v bistvu o nevidnosti določenih marginaliziranih skupin, seveda je treba to podpirati, tudi zanimiva dela izhaja z tega, ki so pogosto skrite, zato sem se konec koncev tudi pridružil projektu. Ampak mogoče ni treba vseh stvari zaklepati na ljudi, ki so že toliko uveljavljeni, toliko naprej poslani, tudi zadnje par dni, ki smo postavljali razstavo na univerzi, ki se sprehodeš skozi univerzo na pač višjih nadstropjih, v lepih hodnikih, belih, visijo ogromne slike naših zelo znanih avtorjev, pomembnih ljudi, pa se tam premakneš dol, pa vidiš tam študentsko delo, ali pa gospodje te pozdravijo take stvari. Sej, tukaj zdaj ne mišljam, da bi mogla funkcija univerze biti samo neka promocijska struktura za študente. Univerza je pač prostor
za raziskovalce, ne glede v bistvu na to, kaj rečemo, v karierni poti smo noter, ampak tudi že zadnja točka obljubam, je ta zadnja stvar. Jaz sem lansko leto vodil en projekt, mislim, da je bil prvi projekt, ki je bil financiran od iz sklada za umetnost ULA, ki je bil študentsko voden, zakaj se seveda lepo zahvaljujemo univerzi, in smo v bistvu veliko dosegali iz tega projekta, iz te količine sredstev, ki nam jih je bilo dodeljeno, ampak karkoli čez to dosež, torej to predstavljati mogoče ta projekt nadaljevati, mogoče knjiga je dokončen produkt, mogoče tudi, ne vem, se vsest neko konkretno korekturo imeti za založništvo, malo kaj ta zgaj bo pa sploh nemogoče. Tudi znotraj Aloja pa ne govorim, da bi bil tukaj da bi bil problem odnosno, pa kaj ta zgaj, ampak je samo finančno velikrat nezmožljivo za posamezno članico, da bi izdajala take stvari. Univerza pa zelo redko, kdaj prideš s tem. Tako da tukaj bi mogoče sem to izpostavil, se mi pa zdi ta korak tega, že da se je to financiranje odprlo za študentsko vodene skupine z neko odgovorno osebo, ful pomemben korak naprej in se mi zdi, da smo tudi mi s tistim projektom to dokazali, da se da naprej delati. Tako da to sem hotel izpostaviti. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovani gostje in gosti in gosta, pardon. Jezik, pazimo na jezik. Prosim za vaše zaključne misli, pa gre začnemo pri Nadji, recimo. Ja, pač drugega razen rekla tako, ne apel, da bo prihodnost svetlejša in da bomo skupaj res ustvarili, naš skupen cilj je ta, da ustvarimo prostor za pač res neko skladnost s sodobnimi časi, digitalno, omrežno, potem prostorsko, kontekstualno analizo teh umetniških fenomenov z vseh področjih, ki se krasno prepletajo in še spodbujali na vse zadnje povezave. Tako da mislim, da je očitno ta manko, primanjkljaj, mogoče v nekih določenih vodah, na nekih določenih študijskih smereh, naravoslovnih, medicinskih, pripravljenost očitno je, ampak ne, da bi bilo res treba poiskati poti, da bi se te povezave tudi v projektih verjetno še bolj intenzivirale. Morda res, da ta smer sodelovanja ne bi tekla vedno samo, da pač naši študenti hodijo na kakšne te tehnološke, ampak da bi tudi ti študenti prišli kdaj k nam in videli, kako teče življenje in delo na akademijah. Hvala. Kdorkoli bo že na poziciji nadaljeval to zgodbo, se bo skoraj gotovo obrnil nate in na tvoj tim za know-how. Super. Pa se bo stvar razvijala naprej. Tako. Ja, bo bodočnost. Jaz bi se na koncu zahvalil vsem, da ste prišli, ste vzeli čas, tudi hvala za organizacijo. Morda bi samo kot eno stvar povedal, da se mi zdi, da povezovanje je možno tudi v segmentu že obstoječega, pa morda še celo malo bolj fokusiranega, tudi kaj razširjenega finančni podpori tega internega razpisa Sveta za umetnost, ker tam je celo eno poglavje, da se lahko prijaviš, če sodeluješ z nekom. Se pravi, je pogoj, da pridobiš sredstva, da se članice med seboj povezujejo in tukaj ne bom zdaj razpredal preveč, ker je to lahko tema neke druge okrogle mize, ampak druge razprave, ampak to je na primer ena stvar, ki univerza že ima, iz katerega nastajajo, kot smo tudi slišali, določene zanimive stvari. Tudi na naši članici imamo kar nekaj projektov, kjer smo zaradi tega razpisa in dodeljenih sredstev lahko bolj vidni, bolj aktivni in se tudi povezujemo z profesionalnim in univerzitetnim okoljem, tako da ta stvar naj živi naprej in naj se širi. Hvala lepa. Hvala enako. Ja, tudi jaz bi se zahvalila vsem, ki ste prišli in seveda prorektorju za pobudo, za prvo prečno okroglo mizo. Verjetno, rečemo, bojo zgodovinarji raziskali. Jaz bi tudi samo to dodala, to se mi zdi, da smo odprli neke čist zanimive stvari, hkrati pač ta odprtost ali pa ta interdisciplinarno povezovanje, ki se dogaja že. Vsi prepoznavamo v tem izjemen potencial, mogoče pa ena ključnih teh še, ki je treba razmišljati, je se pravi, da res postavimo nekoga iz področja umetnosti ali pa več njih, da jih začnemo videti kot pač nekoga, ki misli,
ki pač lahko pravzaprav misli nekaj, kar še ni in podamo tudi priložnost, to sprav priložnost v nekem tudi strateškem premišljevanju za naprej. Čez 2 leti se mi zdi, bo priložnost spet za novo strategijo Univerze v Ljubljani, no in tle bi bilo perfektno, če so vsa področja umetnosti, to se pravi res ta razširjena področja umetnosti tako zelo aktivno tudi vključena. To se pravi, se mi zdi, da imamo tle vrhunsko priložnost razmišljati o svetu, v katerem si želimo živeti in kako lahko umetnost k temu v sodelovanju z ostalimi pripomore. Torej, jaz bi samo čisto na kratko dopolnil Marka. Res je, obstaja razpis Sveta za umetnost. Jaz osebno kar pogosto prijavljam stvari na ta razpis. Letos, naprimer, delam 2 projekta, enega z ALOE-jem in enega z Fakulteto za matematiko in fiziko, z oddelkom za astrofiziko. Tako da jaz osebno vem, da obstajajo neka sredstva, rad bi samo upozoril še na HUD sklad, ki je začel lani delovati. Jaz sem v tej skupini, ki je pripravila razpis. Lani je prvič bil ta sklad odprt in letos je razpis bil objavljen enkrat konec februarja, če se ne motim. Gre za razpis za humanizem, umetnost in družboslovje, HUD od tega ime, tako da bi tudi vsem priporočal, da si pogledate, kaj ta razpis ponuja. Bi se pa res še enkrat zahvalil za to, da dobimo lahko vpogled v delo drugih. To se mi zdi še posebej pomembno pri takih okroglih mizah, namreč pogosto smo zasipani s svojim delom in svojimi problemi in preprosto ne vemo, kakšne težave imajo kolegi na drugih članicah in zato se mi zdi taka priložnost res odlična. Jaz sem res vam hvaležen za to in se veselim naslednje debate. Najlepša hvala. Jaz bi zaključil z eno mislijo in sicer, da so umetniški poklici v dobršnem delu prekarni. Imamo priložnost o tem govoriti, mogoče res na naslednjem srečanju, in sicer kako univerza gleda na prihodnost svojih alumnov in kako poskrbeti zanje v družbenem kontekstu, se pravi, kako jih pripraviti na realno življenje, ki pride potem, ko zapustiš tistega dne, ko si opravil magistrski nastop ali kakorkoli že razstavo, koncert, ali pa doktorski, tudi tako je, drži. Torej, jaz se vam vsem prisotnim v dvorani, vsem, ki ste nas spremljali na ESTA video, predvsem pa, dragi gostje, hvala še enkrat za sodelovanje in razmišljamo naprej, razmišljamo o študentih, o kolegih, o sebi, predvsem pa o tem, da pomagamo, da bo svet vsaj kolikor toliko normalen, ne da zaide z svojih tirnic. Tako, hvala vsem, se vidimo naslednjič. Thank you.